Hvala za besedo, spoštovane kolegice in kolegi. Stranka SDS ne preseneča. Ona je dosledna v svoji politiki. Žal za Novo Slovenijo, s katero smo večkrat govorili isti jezik, vendar odkar ni predsednica gospa Ljudmila Novak, gre stranka v eni taki zelo čudni smeri. O SNS ne bom komentirala. Ampak, glejte, poslušala sem ves čas in v glavnem očitke na račun Levice, in čas je, da odgovorim na nekatere stvari. Zdaj, SDS skrbi sovražni govor. Glejte ga, no, stranka, ki je izumila sovražni govor, ki ga generira v vseh svojih medijih, ki potvarja, ki retušira, njih skrbi. In seveda jih ne skrbi, ne sklicujejo sejo, če recimo njihov najboljši prijatelj Rok Snežič, ki jim pomaga do denarja za kampanjo, na 24ur.com objavi oglas, da dejte podjetniki, vendarle v 10 dnevih vam lahko registriram firmo v Bosni in Hercegovini, država ni na seznamu davčnih oaz, torej vas Slovenija ne more evidentirati. Najnižja plača je, hvala, da snemate, kolega, to je zelo dobro, delite, da bodo videli. Najnižja plača je 250 evrov in prispevki samo 100 evrov. Super, uzakonjate suženjstvo. Kdo pa ima pokojnino v Bosni in Hercegovini od teh delavcev? Zakaj Akrapovič danes ima v Črnomlju 150 migrantskih delavcev iz Bosne? Zato, ker taki Snežiči tam organizirajo slovenske podjetnike, da bodo ljudi za 250 evrov izkoriščali. Nedopustno. In vi govorite, da delate v dobro ljudi, ubogi ljudje. In potem seveda vas motijo davki na dobičke. Seveda vas motijo. Ustanovili ste slabo banko, preko katere se zemljišča komot prodajajo preko posrednikov, ki so slučajno člani stranke SDS. Čisto slučajno je Vlado Petek, ki je bil kandidat za župana Vrhnike leta 2010, lastnik firme Svet Re, ki je v 15 minutah zaslužil milijon evrov. V 15 minutah je bil lastnik, ko je preprodajal zemljišče za japonsko firmo. Neobdavčenih, zato ker si je to nakazal kot posojilo. In tako se izogiba davkom. In tukaj mi izgubljamo denar, ki bi moral iti v pokojninsko blagajno, in naši upokojenci živijo v mrzlih stanovanjih, lačni, in zato nimamo denarja za zdravstvo, šolstvo in druge podsisteme. Zakaj? Ker bodo rekli nekateri, da samo oni delajo, vsi drugi lenuhi, se pravi medicinske sestre, učiteljice, porodničarke, vzgojiteljice, so pa kaj? Lenuhi. Oprostite, kolegice in kolegi. To je sramotno, ne samo, da ni krščansko, če smo že pri tem. Tudi papež vas je opozoril, pa če naj ga citiram, Frančišek iz leta 2013 v 56. točki zapiše, da želja za močjo in lastnino ne pozna meja. V tem sistemu, ki se nagiba k temu, da bo požrl vse, kar stoji na poti povečanja dobička, kar je krhko, kot na primer okolje, je brez obrambe pred tržnimi interesi. In to je postalo edino pravilo. Seveda, za vas je kaj? Papež socialist. Tudi Jezus Kristus je bil socialist, tako kot smo mi v Levici. In ko Tonin govori, kako je Luka Mesec neznosno, kako lahko govoril, da Akrapoviča pa ni v Afganistanu. To si ni izmislil Luka Mesec. Zdajte, kaj vi berete, ljudje? To je spoštovan ekonomist Jože P. Damjan navedel, da ste podjetniki in delodajalci so šli na barikade in dvom v velepomen njihovega herojskega prispevka k ustvarjenemu proizvodu te države označili kot sovražni govor. In zakaj ni Akrapoviča v Afganistanu? Zato, ker tam država ne deluje, spoštovane in spoštovani. In še marsikje ne deluje. Mi tukaj pa skrbimo za to, da, citiram Jožeta P. Damjana, oni imajo idejo in vi to idejo neskončno spoštujete, tudi mi jo spoštujemo. Toda, da so prišli do te ideje, je nekdo moral financirati šolanje tega podjetnika. Ja? Moral je tudi financirati
šolanje njegovih zaposlenih. Potem je nekdo moral financirati vso infrastrukturo do njegove tovarne in avtoceste in železnice in telekomunikacije in podobno. In to niso paraziti, to so nujni podsistemi družbe. Potem nekdo, ki mora skrbeti za organizirane zdravstvene storitve, nekdo, ki skrbi, da jih mafijske tolpe ne uničijo, konkurenca nelojalna, nekdo, ki skrbi, da obstaja finančni sektor, ki financira razvoj in proizvodnjo njihovih izdelkov in storitev, da nekdo skrbi, da lahko svoje interese zaščitijo in svojo pravico iztožijo na sodiščih in tako naprej in tako naprej. Vse to, da to lahko deluje in ti menedžeri, to ni od Boga dano, tam nekje v nebesih, da bi jim dali in zdaj so oni bogovi, v katerih pravice ne smemo poseči. Ampak je delo vseh skupaj. In seveda Slovenija ni izoliran košček sveta. OECD nas opozarja, da moramo to urediti in vsako državo, ki obdavčuje dobičke manj kot 12,5%, lahko štejemo kot davčno oazo. Poglejte, v letu 2017 je Boscarol državi v davkih plačal 14% dobička, Akrapovič 8,7%, Pečečnik pa 6,5%. In nekatere firme sploh praktično ne plačujejo dobička in to so Pivovarna Laško, Goodyear, Sea, Lidl, Hella Saturnus, Revoz in tako naprej. Tukaj nam odteka denar, ki mora iti našim državljanom. S tem podjetniki ne bodo nič manj podjetni in nič manj motivirani, vendar bodo pravično obdavčeni. Seveda je razumljivo, da v času gospodarske krize, ki smo jo reševali na najbolj revnih, na upokojencih, na delavcih, na revežih, ki so si zategovali pasove, čas je, da se to preneha varčevanje na najbolj revnih. Kajti takrat smo pomagali gospodarstvu, vedeli smo, da je gospodarstvo tisti voz, ki nas popelje ven in prav je tako. Ampak seveda SDS bo rajši videl, da so njihovi podjetniki, ki so povezani z njimi, tako lepo se izogibajo davkov. Recimo tudi sam Janez Janša je postavil gospod Tanjo Petek za nadzornico sveta stanovanjskega sklada in svet najem je registriran v davčni oazi Gibraltar. Kako imate sploh obraz sklicovati seje in govoriti to, kar govorite na naš račun, ki hočemo končno državljanom omogočiti, da imajo nemoten dostop do civilizacijskih pridobitev. Ne pa, da se amerikaniziramo, kjer človek, ko dobi hudo bolezen, hudo diagnozo, si da rajši štrik za vrat, ker bi moral prodati hišo, v kateri živijo njegovi otroci. Tja bi nas radi popeljali? Ne, hvala. Tega dejansko ne moremo dovoliti. Tako da, glejte, tudi 28 držav Evropske unije že poziva Komisijo Evropskega parlamenta, da je treba gospodarsko politiko ocenjevati ne samo glede na vplive BDP-ja, ampak tudi glede na vplive na človekovo blaginjo, rabo virov, neenakost in zagotavljanje dostojnega dela. Te kazalnike je potrebno upoštevati, spoštovane in spoštovani. In kje je začetek te zgodbe? Začetek te zgodbe je že pred volitvami. Ni koalicijska pogodba tista, ki bi zdaj kar naenkrat dvignila gospodarstvenike. Začelo se je tam, ko ste na plakatih poleg protimigrantskih nekih vsebin objavili manj za davke, več za vas. Juhuhu! A ste jim vi pripisali, da ko boš imel tošenu 100 evrov več, da boš pa moral, ko prideš na pregled, dati 3 jurje plačila, a si boš moral sam plačevati. Tega jim pa niste povedali. In potem tisto neverjetno soočenje, kjer so gospodarstveniki zasliševali politike. Kdo jim bo dal večje usluge? Veste, in potem rečete, da država je slab gospodar, da je treba vse razprodati, seveda z dobrimi provizijami, kot dokazi tukaj so. Država, kdo pa so država? Država smo državljani.
In državljanke in politiki, ti državljani ne malo kdaj volijo politike, ki delajo proti njihovim interesom. Zakaj? Ker čez razne takele in drugačne pogodbe financirajo takele politike in takšne stranke. In to je dovoljeno in to nihče ne pogleda od blizu, kje nekatere stranke dobijo denar in koga potem zastopajo tukaj v parlamentu. Interese naših državljanov in državljank sigurno ne. Povejmo si to jasno in prosim vas, to, kar je gospa Janja Sluga prej omenjala, od kje vam obraz načenjati takšne teme in napadati druge, saj ste dejansko v času, ko ste imeli možnost voditi vlado, kot je rekla gospa Sluga, vse zapravili. Od prve vlade Janeza Janše 2004 do 2008 je saldo trgov bilance šel v minus za 225 milijonov. Mednarodne rezerve so se zmanjšale za 5836 milijonov. Devizne rezerve za 6744. Neto zunanji dolg se je povečal za 7271 milijonov evrov in bruto zunanji dolg za 24946 milijonov. Do jutri zjutraj bi vam lahko razlagala, zakaj ni pošteno in ni pravično to, kar počnete ta trenutek. Pa ne bom, ker bom tudi drugim kolegom pustila še kakšno minuto časa. Hvala.